Živijo. Danes vam bomo predstavili, kako se obleči za prehoden termin, se pravi za jesenski, spomladanski termin, tako da gremo kar začeti. Video na to temo je že posnet v angleščini, ampak sem rekel, da bomo še v slovenščini posneli, čisto zaradi tega, ker sem se kar nekaj zunaj vozil in vas je kar dosti tako zelo zanimivo oblečenih. Evo, tukaj so samo neki nasveti, kako se obleči za kolesarjenje pač v tem prehodnem terminu. Prva stvar, ki moramo najprej vedeti, je to, da a smo bolj zmrznjen človek, a smo mogoče malo bolj vroč. Predvsem tukaj govorim o tem, kakšno kadenco imate, se pravi, a veliko obratov obračate ali obračate bolj malo, tisti, ki malo manj, pa ne zašvicate tako hitro, se ponovadi oblečete malo več, tisti, ki pa rečemo vrtite 85 kadenco oziroma 80 plus, tisti pa načeloma se lahko oblečete malo manj, zato ko boste hitreje zalaufali in ja, pač boste hitreje začeli švicati. Ta druga stvar je, ki morate vedeti, kje se boste vozili. Nična lega, zraven potoka ali je to nek večinoma po soncu, tako da ja, tudi če greste v kakšen daljši klanc gor, je tudi zelo pameten se malo drugače obleči, kakor takrat, ko greste samo po ravnini se voziti. Temperature, ki jih bomo pogledali, so od približno 0 pa tam do 20 stopinj, imate ene 3-4 razrede, ki se je treba malo drugače obleči. Trenutno vsi, ki smo več na kolesu, zagovarjamo večplastno oblačenje, se pravi, da si oblečen v večjih plasteh, se pravi spodnje perilo, majica, mogoče še kakšni te podaljški, brezrokavnik ali pa pol še kakšna lahka jakna čez, tako da čez tak sistem bomo danes šli, pa boste videli, da v bistvu lahko tudi kar dosti mogoče prišparate dolgoročno, sploh takrat, ko nabavite vso to robo in imate pokrite temperature, vsaj v mojem primeru, tam od cirka 0-2 stopinj pa gor, čisto unih zimskih, orang zimskih oblačil niti ne potrebujete. No. Rečemo, da je 15 stopinj, da niste več v čisto poletnih oblačilih, stopite ven iz hiše, pa vam je prijetno, tako da se greste lahko martinčkat nekam na kavico. Bom jaz tako rekel, ste preveč oblečeni, dajte, zamenite, kar imate na sebi, zato ker je lahko kontraefekt, prve pol ure, 45 minut vam bo v redu, boste pa toliko zašvicali spodaj, da boste zaradi tega, ker ste mokri, vas začeli zebsti. Tako da je zelo pomemben pač v teh, zdaj se je najtežje obleči, no, tako da mislim, da bo tale step by step guide, kaj dati nase pri določenih temperaturah, pač zelo pomemben, bo pa mogoče orientiran bolj racing varianta oziroma za ljudi, ki hitro zašvicajo, tako da tisti, ki ne, bom dal pa vsakič tudi nek pointer, kaj pač dodati, kaj spremeniti, tako da evo, gremo kar začeti. Prvo, kako se obleči pri temperaturah, ki so tam nekje od 16 do 22 stopinj, pa gremo. Se pravi, pri 16 do 22 stopinj približen, se pravi, prva stvar, ki je, imate čisto poletne hlače še. Potem, kar se tiče spodne majice, je ta spring fall zadeva, zdaj različne znamke imajo različno oznako, zdaj mi tukaj imamo od Asosa robo. Če gledamo nekje, da pridemo čez z nekim budžetom, pol je najbolj pameten vzeti že kar dolgo švic majico, tudi za temperature 16 do 22 stopinj, pa si jo samo takole zavihate gor, se pravi lepo do komolca in je to. Ne bo vas nič motil, mogoče, ko boste probali v trgovini, se vam bo zdelo, da vas bo na kolesu motil, ampak jaz vam to že ne vem koliko časa, mene osebno ne moti, pa boste videli. Pol pa kar je en plus, date lahko samo takole majico čez. Cak. To je to. In zdaj, če želite, da se tega ne vidi, logično si zavihate do gor in ste pač rešeni. Če startate dosti zgodaj zjutraj, se da gor še podaljške. Evo, tisti, ki se vozite, rečemo zelo zgodaj zjutraj ali na šiht ali kakorkoli, se pravi, da ali pa imate čas bolj zgodaj zjutraj iti, date tukaj gor samo še podaljške, se pravi rokavčke, lahko tudi pač čez kolena še kolenčnike, jaz dolgih tule še ne bi priporočil. To je ena zadeva, tisti, ki pa že štartate, ne vem, okrog 11, pa vas malo zebe, je pa pač zelo dobra varianta, zakaj pač dolgo majico že zdaj vzeti.
pa ne rabite niti kratke kupovati, se pravi, da pridete čez nekim budžetom, pa da jo itak lahko sam potegnete in vas že v bistvu ta majica že toliko greje, da vsaj za te temperature, rečemo, še ne potrebujete nič drugega. Zdaj, ko grede po kakšen klanc gor ali pa na začetku, ko se štarta, je pa v redu kakšen tak zelo lahek brezrokavnik, tukaj je treba biti sam nujno ful pozoren, da ga ne uporabljate celo vožnjo, zato ker ta brezrokavnik ni za celo vožnjo, to je bolj za spuste, mogoče za štart, da se malo grejete, pa še to ga je treba kar malo odpeti, zato ker te zakuhali spodaj, tako da te brezrokavnike na ta princip iz membrane, to, kar imate, po večini imamo vsi, tega ne uporablja celo vožnjo, no. Tako da, evo, gremo zdaj kar na temperature, ki so, zdaj kar se tiče samih nogavic, 16 do 22 stopinj naprsnikov, jaz tam ne bi svetoval nič posebenega, tako kot imate polet, pa gremo mogoče rokavice, imate lahko že te Springfall, ki bomo pa zdaj pokazali, gremo kar na temperature tam od cirka 10 do 16 stopinj. Pri 10 do 16 stopinj je mogoče prvi termin, ki se nekateri že kar orang drugače oblačimo, se pravi, tukaj za tiste, ki grejo kar orang športat, je še vedno lahko spodaj poletna majica, pod to bi dal jaz kar že lahko tudi že zimsko majico, tako da tukaj, če imate tudi kakšno debelejšo spodnje perilo, date lahko to gor, lahko pa tudi še vedno Springfall, se pravi poletna majica, Springfall, se pravi z dolgimi rokavi, evo takole. Pol pa čez to grejo pa pol še rokavčki, še tole damo gor, evo, se pravi še rokavčki, pa pol nujno brezrokavnik, se pravi v zgornjem delu je v tem terminu dobro imeti že, se pravi, brezrokavnik oziroma nek windstopper material, zdaj kar je meni najbolj všeč, se pravi, vidite, da tukaj se ne uporablja več unega lahkega. Ta lahek bom rekel, da je bolj za poletne dni in tako. Se pravi, se lahko se odpne od spodaj gor, se pravi, ko ste na kolesu, da vam pokrije ta del, ki je najbolj na udaru, spodaj pa še vedno zelo dobro diha. Tako da tukaj nujno, ne vem koliko firm ima tak brezrokavnik, ali pa jakne pol pri nižjih temperaturah še se boste opazili, ampak to je za moje pojme en izmed največjih plusov tazga brezrokavnika. Jaz unega lahkega, če imamo mogoče enega doma, pa ga skoraj nič ne nosim, tako da po večini imam samo tega, pa kar je pri temu tudi zelo velik plus je, da tukaj zadaj je zelo tanek. Praktično v zadnjem delu je material tako kot je tako kot je poletna majica, malenkost drugačen, no, ampak je zelo tanek, tako da zelo dobro diha in s tem brezrokavnikom ste lahko praktično celo furo ga lahko imate gor. Tako kot ste videli, zadrga zelo dobro deluje, tako da a greste v klanc gor, se hitro odpnete, kakorkoli, ta brezrokavnik je top. To smo šli čez, kar se tiče, se pravi v zgornjem delu. Tukaj tisti bolj zmrznjeni lahko uporabljate jakno, ki jo bomo razložili tam pri 5 do 10 stopinj, tako da ali pa od 6 do 12, da moraš reči. Zdaj, kar se tukaj še uporablja, se pravi od cirka 10 do 16 stopinj, se pravi nujno trak, da vam pokrije ta del. Kape jaz ne bi svetoval, kapo svetujem tam šele rečemo od 6 stopinj pa dol, tako da spet je pa odvisen, koliko ste zmrznjeni. Tako da to je ena zadeva. Tanke rokavice z dolgimi prsti. Pol so naprstniki, zdaj enih boste že rabili, eni še ne. Ne vem, preden je to prišlo ven, smo se vsi čudili, zakaj je samo čez prste, ampak je res dobra zadeva, tako da to si nabavite vsi. Je proizvajalcev polno, ki zdaj že to dela. Pa potem kolenčnike, jaz jih načeloma tukaj že nosim, se pravi, to je 10 do 15 stopinj. Je pa logično, če se štarta v 14, pa veš, da boš imel pol, ne vem, 20 stopinj, jih dostikrat ne dan gor, ampak ja, prav pridejo tudi že kolenčniki. Kar se tiče samih hlač, je pa tako, načeloma se nosijo že, se pravi, te, ki so termične, ki bomo pa zdajle pokazali.
tako da je čisto odvisno spet, če ste orang zmrznjeni, zihar termo hlače z windstopperjem spredi, če ste pa bolj vroč, pa lahko tudi če poletne, pa tam okrog 10 do 12 stopinj je glih una meja, ki bi jaz kar prešaltil na to topleno. Tako da, evo, gremo vam zdaj pokazati. Se pravi, naslednja temperatura je od 6 do 12 stopinj. Evo, zdaj smo prišli že v temperature, ki bom rekel, da sam še bolj zagriženi vozimo kolo. Tako da tukaj se pravi od 6 do 12 stopinj, kar je kle zelo pomemben. Se pravi, prva plast je še vedno spodnje perilo, potem tukaj svetujem že neko zelo lahko jakno, potem pa čez pa brez rokavnik, oziroma če je že jakna taka, ki vam nudi, da imate v sprednjem delu windstopper, potem je tudi to v redu, sam pazite, da ni zadaj predebela, zato ker pa boste spet zašvicali. Se pravi, tukaj jaz imam gor že brez rokavnik, po večini pri teh temperaturah ga vozim tako, da je praktičen čist do gor od 5, tako da imam v bistvu pokrit sam ta del in ko si v tem položaju, je to vse, kar se potrebuje. V spodnjem delu, če je slab vreme, ja, definitivno si ga lahko že zapneš, predvsem, če je konstantno tam 6 stopinj, zdaj, če je pa 10 do 12 stopinj, pa doskrat dam brez rokavnik dol, spet odvisen, kakšen tip ste, pa kje se vozite. Se pravi, če je sonce, se ga ponavadi da dol, če je pa rečemo ali oblačno vreme, da še piha, pa po večini je kar gor. Zdaj, kar se tiče spodnjega perila, lahko vzamete že čist zimsko spodnje perilo, se pravi, da je debelejš, lahko še vedno springfall, tukaj spet morate sami presoditi, kaj vam najbolj ustreza. Zdaj, kar se tiče dodatkov, definitivno je tukaj trak. Bum. Evo, trake zdaj uporabljam zunaj, ko grem zjutraj, ko se peljem na šiht, je pač idealen, ko lepo pokrije in je to. So te trakovi malenkost večji, kakor vidite, se pravi ni čistanek, tako da vam tukaj v bistvu sinus se lepo vse pokrije. Nujno bi svetoval na prstnike, zdaj a boste dali že galoše gor, to se spet sami odločite, čist spet odvisen od človeka do človeka, če je 6 stopinj, pa oblačno, veter piha, ja, galoše so že velik plus, drugače pa pač na prstnike. Kar se tiče samih nogavic, morate biti pa zelo pozorni, koliko volumna zasedajo v čevlju. Se pravi, če imate zelo tesne čevlje, pa boste dali še debelejše nogavice, kakor jih uporabljate polet, noga ne bo dihala in vas bo še hitreje začel zebst. Tako da tukaj morate biti zelo pozorni, kad doskrat je boljše imeti poletne nogavice, pa dati čez galoše, kakor dati zimske nogavice, pa se voziti sam z naprstniki. Je pa en zelo pomemben faktor, nižje temperature, ko greste, pazite na svoje gležnje, se pravi, da si jih ne prehladite, ja, tudi to se lahko zgodi, tako da tukaj, če ne drugega, bi mogoče določenim svetoval, da vzamete hlačence, tisti, ki poletne nogavice uporabljate, je to pač ena varianta, da zakrijete v bistvu, kar se tiče gležnjev. Še vedno jaz pri 5 do 10 stopinj se v večjem delu se vozim, sploh ta iz poletja na jesen termin, ki je še zmeraj malo bolj toplo zrače. Jaz svetujem 3/4 hlačence, niti ne še teh dolgih. Tako da ja, tukaj spet presodite zase, če ste bolj zmrznjeni, komode date lahko že v bistvu tudi hlačence gor. To je to, nujno bi pa svetoval, se pravi tele hlače, ki imajo windstopper tukaj spredi, malenko so daljše, se pravi, evo, te ponavadi pridejo takole, pa tukaj se da še hlačence gor, tako da imate pokrita še kolena. To je načeloma to, zdaj gremo pa še na najnižje temperature, se pravi od 0 do nekje 6 stopinj. Po večini boste vsi rekli, ja, tukaj pa že zimska jakna in tako naprej. Jaz sem se vozil zdaj, odkar je tale jakna prišla od Asosa ven, da vam jo malo bolj pokažem, ker je ta jakna je pa res bolenca. Tako da sem da si jaz to tnem. Govorno sem se spet zredil. Ja. Se pravi, kar je pri tej jakni tak plus, prvo je, spet se lahko tne od spodaj gor, se pravi, tukaj imate prav tak dvojen material, spet fenomenalno diha, odvaja vlago, pač res, ko so dali to jakno ven,
po večini vsi, ki smo jo vzeli, oziroma ki smo jo videli, smo bili samo wow, to je bilo, ne, mislim, da 4 leta nazaj in takrat je bila to Uber Alles. Tle ima take žepke, to je tudi reflektivno. Material po rokah je čist drugačen, kakor je pa v sprednjem delu. Spet glih za te temperature, se pravi Equipe RS linija, pa Asusov je ta bolj racing linija, ampak po tem, kar sem jaz probavil, ni namenjena samo tistim, ki dirkajo, ampak dejansko je pač to top linija, zdaj imajo sicer tudi že neko drugo, ampak to je to, pa zadnji je čist tanka. Se pravi, zadnji je tako kot poletna majica, ampak je res noro, da se s to da voziti praktično od nule pa gor, sploh v kombinaciji z brezrokavnikom, pa če date spodaj kakšno debelo švic majico, jaz, če je okrog nule, dam kdaj tudi 2 švic majici, ne dajati pa še več windstopperjev spodaj, ki pol sam telo ne diha, ne odvaja vlage in je sam slabše. Mogoče prve pol ure se vam bo zdel super, pa ko te zašvicali, bo šlo pa sam, ja, ne bo fajn. Tako da to je to, kar se tiče na nogah, galoše nujno, to so že temperature, ki je toliko mrzel, da je fajn imeti pokrit tudi gležne. Pri nogavicah sem že prej povedal, se pravi, nekako ista razlaga velja za to. Kar se tiče hlač, jaz še vedno uporabljam te kratke hlače od Asusa, ki imajo spredi windstopper, so malo daljše, termične, vodoodbojne, tako da te hlače so meni top, imate jih in v ženski in v moški izvedbi, se pravi Diora RS Springfall ali pa moška izvedba je pa Equipe RS Springfall, tako da to pač, ko kupite enega te hlače, ki so vam prišle, sem mislil, kdo bo vzel kratke termo hlače, no, zdaj mislim, da imam ene 3, pa so pač res za najbolj vožene hlače. Saj vsi vemo, da imamo temperature 20 stopinj še maja, tako da, evo. Tako da to je to. Po večini bi svetoval potem dolge podaljške, se pravi čez gležne. V zgornjem delu debelo švic majico, se pravi neko Winter Plus švic majico. Kar se tiče same jakne, je se pravi tale Equipe RS Springfall, brezrokavnik Equipe RS Springfall. To imate vse v naši spletni trgovini, lahko se tudi tukaj oglasite, pa gremo čez cel postopek, lahko tudi sprobate in tako naprej. Kar se tiče rokavic, bi svetoval mogoče že zimske, kar se tiče pa na glavo, bi pa kar že kapo svetoval. Tako da tukaj tisti, ki še voste, rečemo okrog nule, je kapa, takoj, ko smo pri 6 stopinjah, je pa pač tale trak čisto v redu. Tako da ja, to je to. Če imate kakšno vprašanje, če mislite, da kaj ni bilo povedano tako, kot bi mogli biti, vprašajte spodaj, komentirajte. Kar smo predstavili, je v bistvu vse od Asusa, dobite vse na naši spletni strani, se pa ziher najdejo te izdelki tudi od kakšne druge znamke, boste samo pozorni, da niso materiali predebeli, ker pa ko te to vse stlačali nase, boste tako kot robot, pa dihali nov dober, tako da ja. Malo pametno razmislite, kaj si boste kupili in to je to. Nič, živite, čau!